Zdaj pa k Savdski Arabiji. Po poročilih naj bi Združene države Amerike kmalu delile jedrsko tehnologijo s Savdsko Arabijo. In to brez zaščitnih ukrepov, ki naj bi preprečili uporabo te tehnologije za izdelavo bombe. Trumpova administracija bo v prihodnjih dneh kongresu poslala sporazum o jedrskem sodelovanju, ki pa, kar je posebej pomembno, ne vključuje tako imenovanih zavez po zlatem standardu. To so pogoji, ki preprečujejo državam prejemnicam, da bi obogatile uran ali predelovale plutonij za uporabo v orožju. Savdska Arabija je že prej povedala, da želi imeti pravico do samostojnega bogatenja urana. Prestolonaslednik Mohamed bin Salman je javno povedal, da če bo Iran dobil jedrsko orožje, ga bo želela tudi Savdska Arabija. In za razliko od Bidna, Trump ničesar od tega ne pogojuje s tem, da bi Savdska Arabija normalizirala odnose z Izraelom. Z nami je zdaj Alan Mendoza, izvršni direktor organizacije Henry Jackson Society. Torej, veste, vsak prejšnji ameriški sporazum o jedrskem sodelovanju v regiji je bilo pogojeno s tem, da so se prejemniške države odpovedale obogatitvi. Savdska Arabija pa ni želela dati te zaveze. Zakaj mislite, da Washington kljub temu nadaljuje? In kakšno sporočilo bo to poslalo vsaki drugi državi v regiji, ki to spremlja? No, najprej je to zelo nenavadna stvar, s katero sploh začneš. Mislim, Savdijci imajo dostop do praktično neomejenih količin energije, brez da bi potrebovali kakršnokoli jedrsko energijo. Torej je to zelo, zelo čudno izhodišče. Ampak recimo, da želijo, veste, nekako spremeniti način, kako upravljajo svojo energetsko mešanico. Seveda bi bili zelo veseli, da bi podpisali dodatni protokol, s katerim bi jasno povedali, da ne stremijo k bogatenju, ki bi lahko vodilo v jedrsko oboroževanje. In če ste ZDA, je spet zelo nenavadno, da želite nadaljevati z dogovorom, ki bi lahko spodbudil morebitno širjenje jedrskega orožja v regiji, ko ste pravkar vodili vojno, da bi to preprečili. Torej je veliko stvari glede tega, ki se preprosto ne ujemajo. Ali po vašem mnenju Trumpova administracija dejansko odpira vrata s savdskim jedrskim orožjem? In na koncu, kako bo to vplivalo na prihodnje sporazume o neširjenju orožja? No, to je vsekakor možnost. Če niste pripravljeni tega izrecno izključiti s sporazumi, s tem pravzaprav namigujete in spodbujate, naj jih razvijajo. In seveda razumem savdske skrbi glede tega, kar počnejo Iranci. Popolnoma razumemo, da bi bili Savdijci zelo izpostavljeni, če bi Iranci na ta način dosegli status jedrske sile. A vendar je zagotovo pravi način, da Irancem ne dovolimo priti do jedrskega orožja, namesto da spodbujamo druge, naj gredo po tej poti. Kajti, če to storijo Savdijci, bodo zagotovo želeli slediti tudi Združeni arabski emirati, saj so tudi oni izpostavljeni. In potem bodo želeli še drugi slediti. In preden se zaveš, boš imel nekakšen pad položaj, ker bodo vsi držali orožje drug proti drugemu, le da bodo tokrat oboroženi z jedrskim orožjem. In ena napaka bi lahko povzročila ne le uničenje regije, ampak težave daleč preko tega. Veš, Trump ne pogojuje tega dogovora z normalizacijo odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom. To je bil seveda pogoj, ki ga je Biden trdno vzdrževal. Misliš, da bo trajna opustitev te povezave uničila možnost mirovnega dogovora med Savdsko Arabijo in Izraelom? Ali pa Trump računa, da lahko doseže oboje ločeno? No, spet, ni jasno, kakšen je končni cilj administracije, ko gre za normalizacijo tukaj. Vsi vemo, da bi bila normalizacija smiselna z vidika vrnitve regije v bolj normalno stanje. In prav tako, veš, Savdijci zagotovo razumejo, da so Izraelci, veš, v bistvu na njihovi strani, v velikem regionalnem boju med Iranom in vsemi ostalimi. Zato je zmedeno, zakaj Savdijci niso nujno pripravljeni vseeno nadaljevati. Enako zmedeno je, zakaj je administracija morda opustila ali odstopila od te zaveze. Ali to odraža zmanjšanje ameriškega interesa za Izrael nasploh? Mislim, da si to vprašanje nasplošno zastavlja veliko ljudi. Ampak če vse to pustimo ob strani, dejstvo ostaja, da bi bila normalizacija odnosov med Savdijci in Izraelci koristna ne le za regijo, ampak za ves svet. Zato se mi zdi nenavadno, da ljudje ne bi želeli izkoristiti vsake priložnosti za to. V redu, rado bi se ti zahvalila, Alan, da si se nam pridružil. Zelo zanimivo je bilo slišati tvoje